Danes odhajamo na Norveško. No, pogled iz letališča proti letalu. S takim Airbusom gremo. A320. Sandro je za što se, čeprav je danes SKS pravi. RTV Ljubljana, nimam govorne napake, oprostite, sem čist nov, a ne? Zdaj se gremo tjuriti. No, moja draga žena in celo si. Gremo v live. Ja. Ne govorim, Milan, ti ki pokvališ vse. Smo na letališču Brnik, kjer čakamo še, da se prijavimo in odletimo na sever, na Norveško. Čakali še malo, bomo Ni res, zadnji na Dansko letimo. Danes na Dansko? Na Dansko. Danes na Dansko. In jutri se pa, danes se furamo na Švedsko. Ti misliš, da boš? Odhod. Vožnja proti našemu avionu. Evo ga. Odhod. Začetek letališke steze, dodajanje gasa. Aha, štart. Do 275 na uro in vzlet. Še malo. Evo nas, letimo. Hitro, ne? Gorenjska avtocesta. Sančur, Brnik. Krilca, regulatorji, vse v normalnem položaju. Ura pa 50, pa smo v Kevenhavnu. Papici, zdaj smo ga zbudili, lejtička. Lejtička. Kaj delajo naše ženske? Sandro jih animira, one pa nohteke. Sploh ne reagira tudi na nas. Nohteke so polakirale. Kako boje greble. Pripravljamo se za pristanek. Zavoj, na levo, zapira krilca. Na sedežu zaprite mizice in pa pristanku ostanite privezani, dokler sveti napis Privežite se. Ladies and gentlemen, we shall land in a few minutes, may we ask? Labije. V zadnjem mestu.
oblačno bo. Evo, prihajamo na letališče. Evo, pa smo na tleh. Še zavira. Pristali smo, motorji ugasnjeni. These are our slides and cross-check please. Evo nas, gremo iskat prtljago, če bomo kaj dobili. Ljubljanski let, mi smo pa pri karuselih in čakamo prtljago. Ponavadi pride vsa. Vsak vzame, kar mu paše. A kar je pa njegovo. Sandro je priden. Že dela kšeft za rentakar. Avis. Avis ni hotel dati popusta in je šel k konkurenci. Na konkurenci je pa dvignil Renault Laguna. Bomo videli, kaj nas bo čakalo. Že podpisuje. Dvignili smo naše prevozno sredstvo za naslednjih 14 dni in ga pakiramo. Potovanje se pričenja. Elektrarne na veter. Ja. Super, torej poganja veter. Lej koliko jih je gor. Lej, cela vrsta jih je dol. A to jih vidiš samo? Že brzimo proti Helsingorju, ne? Tako? Proti Helsingorju. Ja. Potem je pa gremo s trajektom v Helsingborg. Rekel ti, to moramo pa videti. Glej ga, pa res. Ampak z trajekta ga pa vidiš prav na tanjuru, ker imaš samo voda imaš vmes. Prispeli smo na letališče. Sandro je zelo lepo najdel vse te ceste, številka 20, 21, 22 in potem je šibal Košilur je šibal do tukaj. In eto nas, najebali smo. Do Helsingorja. In zdaj lepo čakamo trajekt. Dobili smo že švedske prospekte in šli bomo v Helsingborg, sosedno mesto. Evo, naše lepotičke. Evo, kamor pogleda biciklisti, Sandro se je obrnil preč. Tam nas čaka trajekt, mi smo lepo v vrsti. Kakšne lepe ladje. Evo jo. Dobro je. No, je že boljše, ko potujemo, ne? Ja, trajekt prihaja. Se bomo krcali kmalu. Zdaj gremo na Švedsko, a ne? Tam čez je Švedska, ja. Evo, gremo na Hamleta. Smo že noter. Evo, kako jih ladja požira. Enega za drugim. Ogromna zadeva. Dvigne kljun in potujejo notri. Vse na hidravliko, kot je rekel Sandro. Cele ceste se dvigujejo in premikajo. Madzinga dzeta se zlaga. Ena prihaja, ena odhaja, živo je živo. Lepa naselja tle okoli, stare graščine. Tart.
Evo, to gre vse zelo na hitro. Minuto od prejšnjega posnetka in mi se že premikamo. No, zdaj bo začel počasi most je dol. Evo, kakšno brzino razvija v parih metrih. Zdaj malo desno, ta zgodovinska pizdarija, ki bolj ne bo šlo. Štek, pa smo zaprti. Zanimivi zgodovinski stavbi. Kar v pristanišču, že celo. Slovenske zastave še ni. No, mi pa se bližamo oziroma prihajamo do Helsingorja. To je eno dansko, kulturno, zgodovinsko prizorišče. Izredno zanimivo. Vredno obiska. Ti pa nehaj same finte delati. Čeprav je težko vstal, bo je že v formi. Grem rajši k lepotičkam, bojo kaj lepega povedali. To je prva stvar, ker jo delajo naši kolegi danci, jo rihtajo. Edino, če jo ni dobil Aldo, ne vem. Glej, kako jadrajo manjaki od zune, lej. Naša linija gre pa direktno iz Helsingorja v Helsingborg. Še malo pa bomo tam, vmes pa bomo nekaj pojedli. Sandro, ja, pri hrani je človek. Je zagrizel. Kaj imam pa jaz dobrega? Laksa, lososa. Evo, v 40 minutah ukrcani, pojedli, polulali, posneli, evo, že gremo dol. Bruhat zvorenice. Zabruhali pa še nismo. Švedska, evo, zdaj smo pa na trdih švedskih tleh. Milan, tu na levo, glej. Evo, kakšno spremstvo imamo, pek. Sandro je pogruntal še razne evropske zadeve, skoraj se je švedsko naučil v tej kratki vožnji. Milan že celo jutro svira kurce. Čaki, govori lepo, veš, da bojo to otroci poslušali. Ko smo šli mimo Göteborga, smo prišli na ta plac, malo lulat, malo se spočiti. Moraš reči motet? To je, ja, na nekem motetu, odcepu. No, na živi skali, na granitu je postavljena neka, ko rekel Sandro, čevađinica na razgledni točki. Promet je močan, ravno kar smo šli čez ta most. Zelo lepo je urejeno za turiste in že je prisotna ta njihova kamenina, specialna, močna, utrjena, vse posod vresje. Vse posod je lepa pokrajina in se že začenjajo posamezni lepi zalivčki. Vse posod tovarne, vidi se, da je Švedska zelo razvita. Bežimo naprej po avtocesti proti norveški meji. Ob poti lep gradiček, ki ga je Sandro najdel. Evo, elektrarne na veter. Zdaj smo prišli do mejnega prehoda z Norveško. To je pa današnja prevožena pot. Angerholm, Falkenberg, vse po norveški. Göteborg, Kungalu, Uddevalla. Vse skupaj, koliko kilometrov je bilo? 500. Do zdaj 493 iz Kopenhagena iz letališča. In zdaj smo tukaj, na meji.
Lep zalivček in preko tega velikega mosta se peljemo preko švedsko-norveške meje. Pa res lepo. Še okno odprl, da bo še lepše. Sicer je posnetek čez ograjo. Brez besed. Tlej je že Norveška. Norveška, živela. Stigo smo. Parking. Tle bo kakšna informacija, a? Kaj je to? Če vidimo. Kakšno polje je to? Soja. Soje. Sigurno. Evo, našli smo prenočišče, zdaj parkiramo in gremo v hotel. Naš današnji hotel za danes. Bomo videli, kako bo. Drugo jutro, vse zgodaj zjutraj, letimo na železniško postajo, direktno v center Osla. Se bomo peljali, če bo prav. Sandro nas je nagnal kovce na železniško postajo in zdaj je srečen, da nas lahko slika. Evo, in kaj slika? Tele lepotičke. Ja, tičke. Mi smo pa v vasi As, glavnem mestu komune. Precej ljudi čaka, vidiš. Posneli smo, lega je, ga bom pa jaz imel. Ga bom pa jaz imel. 6, 9, 6, 5, 6, lepo tiho vozi. Listek smo plačali. Gremo se vsest, ne? Evo, vlakec nas je ekspresno pripeljal do čudovitih krajev. Ta gospod nam je dal tudi informacije in je rekel, najboljše se z vlakom pripeljati. In to je res. Kaj lepo. Po poti so taki lepi zalivčki. Super ambient, poglej, viseči most, lej, barkice. Samo da bi imeli še toplo vodo, a? Lej, kaj bi kosmin. Tudi tuneli so po poti. No, to je pa industrijski predel, luka, skladišča, velika dvigala. To je pa že glavno pristanišče, ne Sandro? No, da smo pa to na glavnih peronih, na glavni postaji. No, da gremo pa do informacijskega centra. Oslo S smo zdaj. Ogromne tekoče stopnice. Mi še peš, to se pravi, gremo z dvojno brzino. Informacijski center in kdo je pod njim? Sandro zbira kataloge, informacije, kam iti. Evo, že ve. Na postaji smo uredili formalnosti glede izleta celodnevnega po Oslu na informacijskem uradu. Čez 1 uro prične naš celodnevni izlet po Oslu z ladjo in z avtobusom. To je pa pogled iz postaje, lepa postaja. Sandro nas šiba, mimo cvetličnega vrta. Ja, poglej. Ja, to je zdaj pri njih v največjem cvetu. Evo, čez 1 uro gre štarta izlet.
avtobusi, vlaki, tramvaji. Treba biti kar pazljiv. Dajte gor, da naredimo škljoce. Postaja od zadaj. Ala, pogledajte tička, pupe. Maste dobre. To je pa od Sasa stolpnica. Kaži jezička. Izredno lepa. Oziroma nekaj drugega. Sandro se je v fototrgovini opremo, zdaj filmi 10 komadov, to bo slikano. To bo pa malo daljše predavanje zdaj. Se ni nujno, da jih ponosamo, razumeš. Da vidimo, če je zadovoljen. Okay, give me the back, please. Pa prodajalko smo malo zmetli. Ni vajeno, tako nekaj lahko. Zdaj smo. Tle, Ja. na štacioni. In zdaj gremo na naše mesto. Ampak gremo mimo zanimivih hiš. Vse tako opečnata gradna v tujini, oziroma gor v skandinavskih državah. Ven štrlijo taki turnečki. Zanimiv vhod v cerkev. Lesene deske. Še z drugega zornega kota. Pa z tretjega. Lep pogled po drevoredu proti, kaj je to, parlamentu ali kaj. Sandro čita karto in nas vodi, upam po pravi poti. Nam Koprčanom je vse to, kar je iz cegla, zanimivo. Je pa res to trajen material. Tle fasade ne bi zdržale, navadne. Take, ko jih imamo pri nas, Terra Nova, Bavaliti. Bi vse odpadlo pri zimskih zmrzalih. Sedež njihovega glavnega jutranjika. Tako pa ustavlja hotelski mojster taksi. Evo, zelo pozorno do ljudi. Evo, in že prihaja v sekundi, ko v Ameriki. No, to sem čakal Sandrota. Na levo. Mi rdeči iz Kopra vedno želimo na levo. No, pri teh vrtnicah se poslavljamo od tega res lepega trga. Dagbladet, to je tudi njihov časopis. In lep Grand Hotel. V mestnem parku, čudovit. Evo, veličasten trg ob morju. Lepo zvončkla in to zvončkla 10. ura. Evo, končalo je to na teh veličastnih skladavnicah cigla. Ta ura je tako lepo bila, 10. ura. Lep glas, čisto drugačen kot pri nas. Vse je zelo lepo in mirno za tako velemesto. Najstarejši del mesta. Vodica Pomirja, kaj ne, Sandro? Edini spomeniki materam v Evropi. Tukaj zelo cenijo družino in družinske vrednote. Dokaz tega je tudi naslednji spomenik. Pa ta tukaj. Čudovito razgledišče. Kaj ne? Golobček, čigra, golob, galeb, kaj veš, kaj je to? Se komu že sanja? Zgleda je pri njih še razvito to jadranje s starimi jadrnicami, velikimi. Koliko vezi. Ta je veličasna. Bomo tudi od bližje videli.
Japončke, Korejce najdeš vse posod. Cel svet bo tukaj. Zopet zanimiv spomenik na tej njihovi hiši med čakanjem na ladjo. Gledamo naokoli. No, kar sem obljubil, zdaj kažem. Poezija vrvi. Ko se to vse zameša v teh njihovih severnih vetrovih, ko se začnejo jadra cefrati, ko začnejo piti živelo nebo. Evo naša današnja barka. Evo, na barki je zanimivo. Kje so naši? Tam zadaj nekje so rekli, da boja.